Pogled učiteljev na učence pa zelo zanima Armina z osnovne šole bratov Polančičev Maribor. Željo je posredoval otroškemu novinarskemu središču Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki otroke in novinarje povezuje pri iskanju odgovorov na vprašanja. Armin je radoveden šestošolec, ki redno spremlja, kaj se dogaja doma in po svetu, trenira košarko in že razmišlja o svojem poklicu. Bo učitelj, morda ga prepričajo odgovori 3 učiteljev iz 3 vzgojno-izobraževalnih obdobij. Zakaj ste izbrali poklic učitelja? Zato, ker sem verjel, da bom v tem poklicu užival, ker je delo res pestro in je vsak dan nekaj novega in ker tudi zelo rad predajam snov naprej. To je nekaj, kar se začne že v otroštvu, ko poučuješ svoje plišaste igračke. In skratka, za ta poklic moraš predvsem biti srčen, komunikativen. Ali je danes ta poklic težje upravljati? Splošno gledano verjetno res, ker je učiteljeva avtoriteta mogoče malo padla. Res je, da pride včasih kakšna generacija otrok, ki je malo težje obvladljiva. Če si me pa hotel vprašati, ali so otroci danes kaj bolj problematični, ne, mislim, da ne. Mislim, da imajo čisto enake probleme, samo rešujemo jih na malo različne načine. Ali imate radi vse učence, ki jih poučujete? Ja, spoštujem vse učence. A imaš ti rad vse sladolede? Ne. Verjetno kakšen jagodni je včasih boljši, včasih je kak čokoladen boljši, včasih imaš kakšno vedenje, kakšnega učenca malo manj rad. Koga imate raje, svoje otroke ali učence? Si s kom več časa, pa ga imaš mogoče dlje časa na razpolago, da ga imaš še raje. Kot mamica imam zagotovo najraje svoje otroke. Kot učiteljica pa imam najraje svoje učence. Mogoče pa si s katerimi krajši čas pa se zdi, da je mogoče ta imeti rad malce manjši. Kakšni učenci pa vam niso všeč? Ne maram, ko se izgovarjajo na 101 način, ko nimajo domače naloge. Ne maram nespoštovanja. Niso mi všeč učenci, ki prehitro obupajo. Kakšna je razlika med dobrim in slabim učiteljem? A se ti zdi, da obstajajo dobri in slabi učitelji? Včasih, ja. Dober učitelj zjutraj z lahkoto vstane, gre z nasmehom v šolo. Drugačni smo. In od vsakega se kaj lahko naučite, ravno zato, ker smo drugačni. Kaj pa slab učitelj? Slab učitelj, po mojem mnenju, hodi v službo zaradi plače.